N1 podcast s Suzano Lovec. Dober dan, spoštovani gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke. Dobrodošli v N1 podcastu. V njem danes gostim režiserko Sonjo Prosenc, trenutno najbolj znano po filmu Odrešitev za začetnike, ki je slovenski kandidat za mednarodnega Oskarja. Gre za film, ki je svojo mednarodno pot začel na festivalu Tribeca, katerega oče je Robert De Niro, navdušil je pa tudi na festivalu v Sarajevu. Dobrodošli, Sonja Prosenc. Hvala, najlepša hvala za vabilo. Z veseljem. Kdaj bomo zdaj izvedeli, ali gre torej vaš film naprej v igro za Oskarje, če si sposoben izraz iz športa, ne v teh kvalifikacijah, kjer ste zdaj z odrešitvijo, ste vi s svojimi filmi že bili v preteklosti. Kako torej poteka to čakanje? Kaj pomeni za vas, da je vaš film torej slovenski kandidat za potencialno nominacijo? Mislim, da bojo ti prvi rezultati, tako imenovane shortliste, na kateri je okrog 15 filmov, če se ne motim, bojo znani nekje sredi decembra. Potem pa od tam naprej se izbere 5 filmov, ki so pa dejansko tudi nominirani. Tako da sam proces je dokaj dolg. Kar se zdaj vmes dogaja, pa se mi zdi nekako za naš film najbolj pomembno, je to, da ta izbor nekako v mednarodnem prostoru dodatno izpostavi film in potem si ga želi videti še več selektorjev festivalov, prihajajo vabila na festivale, tako da je pomemben tudi ta del neke te mednarodne poti, ki jo sproži še dodatno ali pa nekako še dodatno spodbudi vsa ta zadeva z Oskarji. Publiciteta, zanimanje, novi ogledi, nova vabila? Tako je. V minulih mesecih smo v tujih in domačih medijih brali v zvezi s tem filmom primerjave s filmi Rubena Ostlunda, filmi Jorgosa Lantimosa in s filmom Parazit, ki je tudi Oskarja dobil. Vas takšne primerjave kdaj motijo ali se vam zdijo dobrodošle kot neka identifikacijska točka za gledalce? Mislim, da smo kot gledalci vedno nagnjeni k temu, da nekako iščemo neke podobnosti, reference. Mogoče nam to daje tudi občutek varnosti ob gledanju, to prepoznavanje nečesa. Ampak, tako sem že večkrat povedala, nekako moj film je nastajal vzporedno s temi filmi. Začel je nastajati leta 2017 in mislim, da so vsi te filmi odraz duha časa, zeitgeista in tega družbenega stanja, v katerem živimo. Težko bi rekla ali pa težko bi predala monopol nad družbeno satiro zdaj nekim avtorjem, ki so pač seveda zelo, zelo znani in delajo tudi res odlične filme. In včasih se ljudem zdi, kot da je nekaj bilo inspirirano z nekim avtorjem, čeprav gre pač za nek žanr, ki ima svoje zakonitosti. In iz tega tudi mogoče izhaja kakšna podobnost. Tako da včasih me kdaj, rečemo, ko je bil film prikazan v Sloveniji, pa je kdo omenil kako to referenco, me je malo zmotil, dokler mi niso rekli kolegi, a pa ti sploh slišiš, s kakimi avtorji te ljudje primerjajo. Pa ne v smislu, ne toliko v negativnem smislu, a ne. Tako da, ja, iz obeh strani se lahko ta stvar doživlja. Tudi na nek način tudi kot kompliment, če se jo tako pogleda. Ja, vsekakor. Film res močno zaznamuje fotografija Mitje Lična, sicer vašega tudi zasebnega partnerja. Ne vem, če bom uporabila pravo besedo, čista. Je čista, ja. Kako pomembna je ta njegova fotografija za pripovedovanje, oziroma a bi film v obliki teh vinjet in s to močno simboliko, ki jo nosi, sploh lahko funkcioniral s kakšno drugačno fotografijo? Kako močan pripovedovalec je v bistvu ta njegov pogled sam po sebi? Mislim, da je v vseh 3 mojih celovečernih filmih seveda vizualna govorica zelo, zelo pomembna in cel ta formalni pristop, se pravi, na kak način film pripoveduje skozi svojo formo, skozi fotografijo, zvok, montažo, ritem in vse tako, je ravno tako pomembno kot sama zgodba. In zato, da se ustvarja to neko specifično vzdušje in doživetje za nekoga, ki ta film gleda. In z Mitjem imamo to srečo, ja, da sva tudi zasebno avtorja, partnerja.
In to najno soavtorstvo se pri filmu začne že v zelo zgodaj v procesu. Ko vi v bistvu dobite idejo. Ja, mislim, seveda, ko dobim idejo, to delim z njim, ampak sicer pa najrajš prebere prvo verzijo scenarija. In potem se zelo zgodaj začnemo o tem pogovarjati, tako, če se napol malo pošalim, napol pa tudi zares še pred jutranjo kavo ali pa med jutranjo kavo ga že mučim z nekimi idejami, ki pač švigajo skozi mojo glavo in tako nekako na spontan način prideva do tega vizualnega jezika, ki ga konkreten film potrebuje. In ta film je potreboval to kristalno, čisto fotko, ki nekako korespondira s tem steklenim vivarjem, v katerega se ta družina zapre. Film ima tudi ta zelo specifičen format, ki se mu reče akademski format, tako da rečemo v kinih tega našega platna ne zapolni po celi širini, ampak je tako v kontekstu našega filma se mi zdi, da deluje bolj kot ta škatla, kamor se oni zaprejo. In zame je bil ta format nekaj, kar sem čutila, da ta film potrebuje in se je pol s časoma tudi Mitja s tem strinjal. In mislim, da naj je tudi to na koncu še dodatno inspiriralo pri ustvarjanju teh podob, ki so dostikrat tudi napolnjene z neko simboliko pa večplastnostjo. Za Dnevnik mislim, da ste rekli, da se je treba naučiti, da se moramo naučiti brati filme, tako kot se naučimo brati knjige. Ne? A smo tukaj Slovenci, recimo v Sloveniji, ljudje dovolj izobraženi, da znamo? A vas ljudje sprašujejo, kaj ste s tem mislili, zakaj so liki karikirani na ta način? Ali znamo brati filme? Mislim, da takšen tip filma dostikrat odpira neke mnogotere perspektive in to je tudi namen. Se pravi, ne daje definitivnih odgovorov ali sploh pa ne, da bi na začetku postavil neko tezo in pol definitivno na koncu filma odgovoril s tem ali pa ne vem, na koncu filma postavil vse 4 člane družine na to zofo, ki je tudi eden od kadrov proti zaključku. In bi rekli, evo, zdaj pa so oni ta družina, zdaj so pa res povezani. Tako da spodbuja bolj razmisleke o stvarih in to je praktično pri vsakem filmu nekako tudi moj namen. So pa včasih ljudje seveda si želijo neko potrditev, da je to, kar so oni razumeli v določenem momentu pravilno, da so prav razumeli. In verjamem, da lahko včasih človeka, če res čuti to močno željo po potrditvi, da je prav razumel in da se to razume samo na tak način, da lahko človeka tudi rahlo zafrustrira to, da mogoče ni definitivnih odgovorov, ampak izhodišča za neke poglobljene razmisleke in debate. To me pa sploh veseli, če se okrog filma odpirajo debate. Vsebinske debate. Ja. Po stenah te hiše, tako kot smo prej govorili, ki sama hiša ne deluje skoraj tako kot nek dodaten lik v filmu. Sem opazila slovenske avtorje oziroma avtorice, kako ste vi izbrali to sodobno umetnost, ki ste jo umestili v hišo, ker zdi se, kot da je v bistvu na nek način funkcionira tudi kot galerija, ta film. Prav ste povedali, tudi sami smo zasnovali to hišo kot nek karakter, dodatni lik v filmu in ta hiša se spreminja skozi film, se razvija oziroma na nek način razpada, ampak v kontekstu zgodbe je to razpadanje pozitivno, zato ker razpadajo v resnici te zidovi, ki zamejujejo ta prostor te družine. In nekako narava, življenje se začne mešati s tem notranjim prostorom, ki je poskušal biti neprodušno zaprt na začetku filma. In del tega vzdušja v tej hiši je bil koncept galerije. Se pravi, da hiša na začetku niti ne funkcionira kot dom, da se ne začuti te neke topline življenja, ampak da je to življenje nekaj, kar s časoma začne prihajati v hišo. Po drugi strani pa smo na nek način s tem želeli tudi zgraditi lik Olivije. Se pravi, te slike so bile zelo skrbno izbrane in je tudi to sta
dva avtorja, ki sta tudi nam vsem, ki smo ustvarjali v tej vsaj neki ožji avtorski ekipi, zelo pri srcu. In sta na nek način zelo večplastna, zelo poglobljena, še posebej slike Tine Dobrajc se mi zdi, da se tudi vsebinsko povezujejo z razvojem tega lika Olivije, tega nekega preboja, upora, ženstvenosti, oziroma nekih razpadov teh okov, nekih pričakovanih vlog, ki naj bi jih igrali. In v nasplošno te liki, kar smo si želeli za njih, je to, da niso spet toliko oddaljeni od nas. Se pravi, da se na nek način v nekih njihovih dejanjih, kljub temu, da jih ne odobravamo ali pa da se niti slučajno ne skladajo z našimi vrednotami, da se v resnici lahko mogoče naskrivaj prepoznamo v njih. In posledično o tem razmislimo in mogoče kdaj v prihodnosti v nekih situacijah odreagiramo že s tem razmislekom. Nekdo, ki mi je blizu in ga cenim, je po filmu rekel, da ko se oni trudijo vzdrževati, to je to, kar vsak od filma odnese, ko se oni trudijo vzdrževati podobo popolnosti, so nesrečni, ko si priznajo, da so čisto sfukani, so pa srečni. Film je seveda večplasten, kot ste rekli, govori o več stvarih, o slepih pegah, zaprtosti v mehurčke, je družbena kritika, ampak tudi to je močno sporočilo, ne? Kako nas priznanje lastne nepopolnosti lahko osvobaja in osreči? Zdaj sem se spomnila pa na komentar ene gledalke iz ene od teh lokalnih premier izpred 2 tednov, ko je pa razumela ta moment, kjer Aleksander proti koncu filma se sprehodi v tej astronomski obleki skozi gozd in doživi ta strel in se ustraši in potem ima ta monolog, kjer govori potencialne naslove črne kronike v primeru, da bi pač se mu kaj zgodilo, ne, zaradi tega strela, in je tam vmes na mestu v vesolje pogobe. In ona tega ni razumela kot nek pregovor ali pa neko primerjavo, ampak zelo dobesedno v kontekstu tega, kar je tudi ta oseba vam rekla. Se pravi, oni so sicer želeli iti v vesolje kot ta popolna družina, ampak mogoče so pa lahko dosti bolj zadovoljni, če grejo samo gobe nabirati. Tako je ona to razumela, ne, kot da je ta pogobe neka metafora. Tako da ja, tle gre predvsem za to, da ta razpad tega sistema, ki si ga oni, za katerega se zelo trudijo, da bi ga vzdrževali in da ga nič ne bi zmotilo in nič porušilo. V bistvu to njih dela na nek način zelo nesrečne, iz razloga, da si ne dovolijo biti ljudje. In ko to razpade in ko si dovolijo biti ranljivi in ko si dovolijo začutiti bolečino in posledično bojo lahko tudi začutili ali pa čutili z bolečino drugega, ne, pred katerimi se prej ograjujejo, takrat nekako imajo možnost, da bojo mogoče postali ti ljudje in mogoče postali tudi družina. Če smo iskreni s seboj, vemo, da bi lahko bili mi tisti, ki odvrnemo pogled od prometne nesreče, pravite vi. Film se začne s tem gorečim avtom, to gre tudi v bistvu za konkreten spomin iz vašega otroštva, ne, ko ste doživeli, da nekdo je šel mimo in ljudje niso pomagali. Skratka, tukaj bogata družina ne pomaga revni, to gledamo. Od česa vse, Sonja Prosenc, odvračamo poglede v naši družbi? Najbolj me je šokiralo, pa bom povedala zdaj čisto konkretno v povezavi s filmom. Seveda v družbi obstajajo te socialne razlike, obstaja revščina, obstaja ta res nek bogati sloj, s katerim mogoče sploh nimamo nobenega kontakta in se nam zdi, da ne obstaja. In to je ena stvar, ki me je zelo šokirala, še preden smo šli snemati film, komentar te neke osebe na neki dokaj visoki poziciji. To je nekdo iz politike bil? Ne, to ni bil nekdo iz politike, ampak vseeno na visoki poziciji nekje. Da tega pa v Sloveniji ni. Ja, da torej takih razrednih razlik ni. Ja, in bogatih ljudi, ki bi pač dol gledali na... Ja, čeprav mislim, ta družina v našem filmu niti ni zdaj tako ekstremno bogata, kot bi bila, ne vem, če bi bil film posnet nekje, kaj vem, v Ameriki, ampak je mogoče res ta nek višji srednji sloj, ne.
A vas je ta izjava razjezila? To je šlo še preden je šel film v Ja, realizacijo. to je bilo še preden je film šel v produkcijo. Mislim, da prva reakcija tako in pri meni in pri producentu bil totalen šok. Ker sploh nikoli ne bi pomislila na to. Pol nas je pa v bistvu vse, ki smo se o tem pogovarjali, zelo, zelo razjezili. Zato, ker mislim, da gre pri tem za nek, rečemo temu, kulturni gaslighting, kjer se mi, ki si lahko privoščimo tako gledati na svet, pa na to našo družbo, rečemo, da tega v Sloveniji ni. In to se mi zdi pa odvračanje pogleda ne samo na individualni ravni, ampak na sistemski ravni. In to se mi zdi še dost bolj nevarno. In zato mi je bilo tudi všeč, ko je spet na eni projekciji, ker zdaj po Sloveniji smo imeli dosti teh projekcij, lokalnih primer, kamor vedno gremo avtorji in se potem pogovarjamo s občinstvom. In je rekel gospod, en gledalec na Ptuju, da njemu je pa ravno to všeč, da pokažemo tudi te stvari, o katerih nasplošno v svojem življenju niti ne razmišljamo, pa bi v resnici morali. Ja, to je ta ista logika, kot včasih ljudje rečejo, kje imamo pa revne, če so pa parkirišča cel dan polna pred trgovskimi središči. Kje so ti revni? Ja, tam jih ni, sveda jih ni tam. Drugje so. Tam so ljudje, ki pač lahko grejo. Ampak to je to isto. Absolutno. Česar ne vidimo, o tem ljudje ne razmišljajo. Ja, saj zato se mi zdi mogoče ta naloga umetnosti, da odpira tudi vse te poglede. Čeprav se potem soočamo s komentarji tega tipa, tega pri nas ni. Ampak to ponavadi po mojem prihaja glih iz pozicije ali ljudi, ki si želijo ohranjati ta status quo, ali pa tudi od ljudi, ki imajo to slepo pego, ki se ne zavedajo tega. Vi pravite, da je film v vaši glavi začel nastajati veliko pred tem valom tako imenovanih filmov Eat the Rich. Me pa vseeno zanima, recimo, kaj si mislite o izjavi, ki je zdaj nedavno močno odmevala v Sloveniji v minulih dneh. Klemen Šešok, lastnik in izvršni direktor podjetja Iskra, sicer sin Dušana Šešoka, za Delo. Mislim, to je bila res izjava, ki so jo potem vsi povzemali. On pravi, spomnite se verjetno izjav gospoda Anderliča, ko je odpiral Schellenburg, je povedal, da pač elite definirajo narod in da elite poskrbijo za to, da pač gre narod naprej. Jaz se s tem strinjam. Brez bogatih ni napredka. Mi smo tisti, ki v bistvu stvari premikamo naprej in v končni fazi v bistvu tudi vse, kar se nas tise v državi in po svetu okoli nas, se ne bi dogajalo. Kaj loči bogate in revne? Meni se zdi ta izjava najmanj šokantna. Ja. Mislim, že sam ne vem, kakšen mora biti ta nek psihološki, mentalni moment človeka, ki daje takšne izjave. Tako kot sem rekla, zato se je treba vsem tem pogovarjati in vsemu temu namenjati pozornost in se ne prepustiti neki melanholiji, kadar te ljudje poskušajo prepričati, da to ni naša realnost. Vse to je naša realnost in ne smemo se kar tako sprijazniti z njo. Za mladino ste rekli, da so vsi naši občutki krivde na neki način privzgojeni. Če tudi nismo vzgojeni religiozno, odraščamo v kulturi, ki je zaznamovana s krščanstvom in izvirnim grehom. Ne glede na to, ali smo verni ali ne, nas muči krivda in zaradi tega nenehno iščemo neke vrste odrešitev. Odrešitev, ki je tudi v bistvu naslov filma. Kje najdemo odrešitev? Ne vem, če jo kje najdemo. Jaz sem v bistvu o odrešitvi kot naslov za film pri tem začela razmišljati, zato ker dan preden se nam je zgodil ta incident na cesti, se pravi z gorečim avtom. Jaz sem bila stara, 5-6 let takrat. Sem se igrala s tem odpiranjem, odpirala sem rezervoar za gorivo, in mi je nekdo od starejših otrok rekel, naj tega ne počnem, ker lahko avto zagori, naslednji dan je avto zagorel in jaz sem... Ste vzeli to nase? Sem vzela to nase, seveda sam pri sebi, nisem tega z nikomer delila, par let sem živela s tem občutkom krivde, groznim,
dokler nisem bila pač toliko stara, da sem videla, da te stvari niso bile med sabo povezane. In sem se spraševala, kaj se mora zgoditi tem ljudem, v tem avtu, tem kraljem, da sploh začutijo občutek krivde, pa na kak način lahko oni sploh iščejo ali pa doživijo odrešitev, ali si jo sploh zaslužijo. Tako da nekako iz tega, in moram reči, da je mogoče dokaj povezano s to izjavo, ki ste jo prej omenili. Med 10 filmov v glavnem tekmovalnem programu Tribeca je bil ta film izbran med 13.000 prijavljenih celovečercev. Kako pa to poteka? Čisto organizacijsko. Ta del posla me zanima. Na Tribecu ste z Rokom Sečnom, producentom in soustanoviteljem vaše produkcijske hiše, pomislili, ste rekli, dokaj pozno, ne? Ja, zdaj teh 13.800, ali se ne vem točno koliko filmov, 13.600, je bilo prijavljenih na cel festival. Ki ima več sekcij. Ima tudi sekcijo za kratki film, ima sekcijo tudi za ameriški igrani film in tako naprej. Te sekcije sicer niso velike, to je res tako kot v naši, po 10 filmov. Se pravi, na koncu vsega skupaj na festivalu ni ne vem kakšno veliko število filmov prikazanih. Zdaj, kako poteka to? Te prijave potekajo pogosto, sploh za svetovne premiere, v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom. Tako da na nek način obstajajo neke strategije, neki festivali, kamor se cilja s filmom. Seveda vsi si želimo, vsi avtorji, ne samo slovenski, ampak nasplošno, da bi filmi doživeli svetovne premiere na nekih pomembnih festivalih, kjer res pride potem do dost velike izpostavljenosti, ker je to pomembno tudi za nadaljnjo pot filma, ker vsi si želimo, da bi film seveda pač videlo čim več ljudi. In te festivalske publike okrog po svetu so res ogromno občinstvo. Zdaj ta Tribeca, mislim, da ameriški festivali se nam vedno zdijo mogoče rahlo nedosegljivi. Ampak v resnici se je zdaj izkazalo in tudi pri prejšnjem filmu, ko so nas povabili na Slamdance, da ni temu tako, da se da tudi na dober ameriški festival priti z evropskim filmom in to nekako z evropskim arthouse filmom, čeprav se ta naš spogleduje z nekim žanrom. Tako da vedno je mogoče prisotna tudi sreča, da pravi ljudje v pravem trenutku vidijo film in jim je všeč. In jim je toliko všeč, da med temi 1000 filmi, ki prispejo, da si rečejo, tega želimo pokazati newyorški publiki. In mislim, da je umetniški direktor festivala, sicer Francoz Frédéric Boyer, je izpostavil ravno to, da se mu zdi, da je ta film s svetovno premiero zelo primeren za newyorško publiko, da bosta film in publika našla skupen jezik in dejansko se je to zgodilo. Res je bilo... Je veliko odziv, ne? Ja, bil je zelo močen odziv in pri publiki in pri kritikih. Tako da, zelo dobro vzdušje se je ustvarilo okrog filma. Kaj pa ta drugi del? Kako pride recimo do teh koprodukcij velikih? Med drugim noter sta tudi Silensa, tega ne smem pozabiti, in Constructa, ki funkcionira, kot da je bila narejena za ta film. Je pa film slovensko, italijansko, hrvaško, norveško, srbska koprodukcija. Kako pa poteka v bistvu to, da do tega pride, da tako široke koprodukcije, in a to lahko olajša nastanek filma, ga lahko zaplete? Te koprodukcije, evropske koprodukcije so nekako postale nekak standard, rečemo, v našem prostoru, v evropskem prostoru, ne samo v slovenskem. Zdaj, konkretno pri naših filmih gre za to, da si želimo sodelovati z določenimi avtorji iz teh različnih držav. Ob tem pa je zelo dobro, da tudi te države potem se odločijo, da bojo te svoje avtorje finančno podprle, da lahko sodelujejo pri naših filmih.
Tako da tu se kaže na nek način tudi sreča, če temu tako rečem, z mojim prvim pa drugim filmom. Se pravi, da me ljudje z drevesom pa zgodovino. Tako, da me ljudje iz posla, se pravi pač iz filmske tako imenovane industrije v tujini poznajo, da poznajo moje filme in da posledično si želijo biti del mojega naslednjega projekta in to potem pač tudi omogočijo tem avtorjem, s katerimi si želim delati. Tako da vsi te nekako pretekli uspehi drevesa pa zgodovine ljubezni so nam omogočili, da smo lahko sestavili tako široko koprodukcijo, da nam je omogočila sodelovanje z vsemi temi avtorji. Rečemo, lahko omenim oblikovalca zvoka Gisle Tvejto, ki je sicer oblikoval zvok že na mojem prejšnjem filmu Zgodovina ljubezni in je že vnaprej povedal, da si zelo želi priti delati tudi na moj naslednji film. Je pa res to odličen skandinavski sound designer, ki sicer dela z Joakimom Trierjem vse filme, z Rubenom Oslundom je delal Višjo silo. In v bistvu preden sva začela sploh delati skupaj, je rekel, ker mi je pač hotel pokazati neko svoje delo, in je rekel, da če imaš priložnost pet gledati Thelmo od Joakima Trierja, in glih tisti večer je v Kinodvoru igrala Thelma, kakšno naključje. Ja, pa potem sem pač film gledala tako zelo pozorna seveda na njegovo delo, in tako se je začelo najino sodelovanje. V bistvu takrat še ni bilo čist potrjeno, oziroma on si je želel delati film, ker je videl takoj po snemanju 10-minutni izsek na Norveškem kot work in progress, in je pristopil mojemu norveškemu producentu, da želi delati ta film. In takrat je producent rekel, da nažalost ne, ker imamo drugega iz druge države, sound designerja. Ampak potem se je terminsko tako poklopilo, da ta italijanski je bil že zaseden drugim projektom in smo rekli, dajmo Gisle to vsej poslati film, da si ga pogleda, in je on samoiniciativno naslednji dan že poslal sound design za prvih 10 minut filma in tako smo začeli v bistvu sodelovati potem. To je v bistvu to, kar pravite, da imate srečo, da lahko delate z najboljšimi na svojem področju in da pri tem ne govorite o Sloveniji, ampak v bistvu o Evropi, ne? Ja, to je to, ja. Vaš naslednji film, če prav razumem, ste ga zdaj omenili, ne? Da bi tudi z njim še sodelovali, bo pogovoril o ženskah po 50. letu. Ja, zdaj seveda sam proces ustvarjanja filma traja leta in leta, tako kot sem prej omenila, odrešitev. Ja, od leta 2017 jesen je nastala prva verzija scenarija. In vmes seveda prihajajo nove ideje, neke nove stvari te začnejo obsedati, in ki jih ne moreš dati na čakanje za 3 leta, ampak preprosto pač začneš delati. In tako da, ja, v bistvu sta to dva različna celovečerca, oba sta fokusirana na ženske like, en dejansko na ženske po 50, pa tako 50-60, drug pa na ženske, ki so različne generacije, ampak se nekako znajdejo v isti zgodbi. Tako da ja, in tudi tako kot sem prej omenila za Mitja, da je zelo dobrodošlo za projekte, da jih lahko od zgodne faze že skupaj razvijava. Tako je tudi Gisle že medtem, ko je v Ljubljani delal miks za odrešitev, že tudi pripravljal slovenskega in norveškega producenta, da pri naslednjem filmu pa dejansko mora biti vključen že pri razvoju scenarija, kar je zdaj. Ker specifično pri mojih filmih, tako kot sem na začetku omenila, se zelo koncentriram na to, na kak način skozi formo tudi ustvarjati to doživetje za gledalca. In seveda zvok je v bistvu enako nepogrešljiv pri tem kot slika. Tako da imamo zdaj že zelo močno to ekipo
v razvoju. Vi ste študirali na Fakulteti za družbene vede, novinarstvo, smer kulturologija, ne? Diplomirali s temo Dionizičnost postmoderne kulture pri pokojnem dr. Alešu Debeljaku. Kdaj pa je padla potem odločitev za režijo in kakšna je bila pot do tam delavnice v tujini in tako naprej, to vem. Omenjate, da ima tudi Debeljak zasluge, da ste šli v umetnost, in omenjate tukaj tudi vlogo Susan Sontag na svoji umetniški poti. Ja, na nek način je bila že odločitev za novinarstvo povezana s filmom, z neko idejo dokumentarnega filma in tudi s tem, da sem si po drugi strani pa želela študirati vse, kar ponuja družboslovje. Tekom študija me pa bolj začel zanimati igrani film. In ravno to preko Susan Sontag, na kak način se poskušati rahlo izmakniti tej potrebi, da si interpretiramo racionalno to, kar vidimo, se pravi, da zabavam nekoga sam zgodbo, ampak na kak način ustvariti ta nek prostor, kjer se mogoče na drugačen način lahko srečata gledalec in film. Tako da temu je bila posvečena tudi moja diplomska naloga pod mentorstvom Aleša Debeljaka. Lahko pa zdaj z veseljem delim tudi to, da letos v Sloveniji prvič otvarjajo doktorski program umetnosti, ki do zdaj v Sloveniji ni obstajal, tako da zdaj to isto raziskovanje, ki sem se mu takrat na teoretski ravni posvečala v diplomi, pa potem empirično, rečemo temu, v vseh svojih filmih, zdaj tudi nadaljujem na tem doktorskem programu umetnosti. Super. V NN podcastu in rubriki Poglobljeno smo mi gostili že kar nekaj slovenskih režiserk in režiserjev. Tijano Zinajić, Hano Slak, Urško Đukić, Matevža Luzarja. Kako pogosto se recimo z drugimi režiserkami in režiserji pogovarjate o problematiki slovenskega filma oziroma kje so za vas osebno te nevralgične točke? Imate veliko izkušenj iz tujine, kje vi vidite nevralgične točke slovenskega filma? Zdaj, prvi odgovor bo to, kar bi bil odgovor, mislim pač, da vsakega profesionalca iz našega področja, in sicer, da je področje totalno podfinancirano. Čeprav se je pravkar v zadnjih tednih to spremenilo in se napoveduje dokaj veliko povečanje za naslednje leto. In mislim, da je to nekaj, kar potrebujemo, da se ustvari ta neka kritična masa filmov, ki bi nam omogočila, da ustvarimo slovenski val, rečemo temu. Nekaj, kar je uspelo Romunom že leta nazaj. Naprimer, tudi če pogledamo Hrvaško, so imeli določeno obdobje, ali pa tudi letos konec koncev so imeli kratki film v glavnem tekmovalnem programu v Cannesu in je celo dobil Zlato palmo. Tako da Slovenija je bila sicer koprodukcija, ampak je primarno to hrvaški režiser, hrvaški film in tako naprej. Tako da jaz mislim, da zdaj v naslednjem letu, da se nam mogoče obeta, da se stvari res izboljšajo. Ker s tem bo omogočeno in večje število filmov in to, da filmi ne bojo podfinancirani. Ker moramo vedeti, da pri filmu dela ogromno število ljudi. In to so pač poklici, ki obstajajo. In ustvarjanje filma, profesionalno ustvarjanje filma ne temelji na entuziazmu, a ne? Ob tem imaš pa še, ne vem, po noči drugo službo. Ampak to je služba. To je posel, ja. Ja. Se pravi, ljudje vsak dan pridejo v službo, na snemanje, ne vem, scenski tehniki, komplet tehnična ekipa in tako naprej. Razlika je v tem, da delovnik ne traja 8 ur, ampak traja 12 ur. Za režiserja traja še malo dlje, ker se še pripravlja, ne, za naslednji dan, pa še za cel kup ljudi iz produkcije. Tudi za druge. Tako da, če želimo to urediti, je to, kar je bilo zdaj sprejeto pred parimi tedni, to povečanje, ne, pač praktično nujno, ker drugače so ljudje porinjeni na rob revščine. In to je dejstvo v filmski panogi pri nas.
Kako pa izbirate igralce? Zdaj, Katarina Stegnar je pisana na kožo vašim filmom in serijam, ali pa so oni pisani na kožo njej. Zakaj in kako se zgodi ta povezava? Pri Drevesu sem si želela imeti igralce, ki jih ne srečujemo zelo pogosto na slovenskem platnu. Tako da del tega je bil tudi Jernej Kogovšek, ki je predtem igral, mislim, da samo v filmu Čefurji Raus, Gorana Vojnovića. Tako da na tak način sva se nekako povezali s Katarino. Takrat je imela, potem sva naredili audicijo in smo videli, da se tudi v nekih nazorih, da sva si zelo, zelo blizu. Kar mi je bilo tudi zanimivo pri njej, je to, da ima ta širok spekter. Ker v resnici v vseh teh filmih, ki ste jih našteli, ali pa v seriji, so si te liki, ki jih Katarina igra, med sabo zelo, zelo različni. Se pravi, ne gre za to, da bi Katarina v vsakem mojem filmu bila Katarina. Ja. Ne? Absolutno ne. Ravno obratno, Katarina je v vsakem mojem filmu popolnoma druga oseba. Tako da na nek način v tem smislu ne gre za ponavljanje, gre pa za to soustvarjanje z ljudmi, s katerimi lahko pride do te neke sinergije, da nastane še več, kot pa je mogoče ideja na začetku. Katarina Stegnar je bila tudi v NN podcastu. Močno priporočam gledalkam in gledalcem, da si tudi tega pogledajo, poslušajo. Gostila sem jo tukaj z igralcem Vitom Vajsom. Ona pravi takrat v pogovoru, kar ti lahko da umetnost, je drugačen pogled, da začneš gledati stvari drugače. Vedno znova se vračamo na to, kaj bi morali gledati drugače, tudi v tem filmu, zadnjem v odrešitvi vaši, in kako bi morali prestraševati to, kar vemo, oziroma kar se nam zdi, da vemo, svet in sebe, ne? Ja, čeprav smo dostikrat ustvarjalci porinjeni v neke zahteve, da moramo kazati stvari, ki so nam že v resnici vsem znane. A ne? In da lik v filmu mora biti v bistvu zelo podoben meni, da se jaz v njem prepoznam. Se pravi, film mora govoriti o meni. Zdaj, jaz verjamem, seveda tudi rabimo take in drugačne filme, zakaj ne? Čim bolj različne filme imamo, tem boljše, ne? Ampak definitivno se strinjam s Katarino, da če se pogovarjamo o filmski umetnosti, se pravi v filmu kot umetnosti, ne samo v filmu kot zabavi, da je to odpiranje nekih novih perspektiv, novih pogledov, novih razmislekov skozi te neke debate s prijatelji, potem, ko smo si pogledali film, nekaj, kar je naša želja, ne, in naš cilj. In tudi, kar lahko ljudi mogoče bolj premakne, kot če jim racionalno nekaj razlagamo, ne? Ja, mislim... Lahko zamaje, recimo umetnost, konkretno film, neko našo predstavo, mogoče lažje kot 150. posnetek nečesa v informativni oddaji. To sem mislila reči. Ja, zato ker pri filmu je vpleteno to, česar pri novinarskem poročanju naj ne bi bilo, a ne, in to so čustva. In to je najbrž ta razlika. In pri umetnosti nasplošno tudi ta nek presežek, nek metafizični moment, ko se ga mogoče ne znamo niti opisati in ni opremljiv, ampak čutimo pa, da nam nekaj naredi, ne, da nas premakne. In to je to, kar v bistvu potem nosimo, recimo tisto, kar čutimo, da nosimo pol še dneve recimo v sebi, ne, pa ne znamo čisto dobro opisati, kaj nam je film pustil, ne. Ja, dostikrat se tako zgodi, ja. Jaz sem zelo vesela, če se to zgodi. Ste režiserka, scenaristka, producentka, najbolj znana projekta sta, kot smo že večkrat omenili danes, Drevo pa Zgodovina ljubezni. Dobili ste mnoge nagrade, od nagrade na festivalu v Karlovih Varih, Splitu, na festivalu slovenskega filma Štigličev pogled. Prišli ste v izbor 50 najpomembnejših evropskih režiserk zadnjih 20 let. Te nagrade so neko zunanje potrdilo, ne? Vi pravite, potrditve, ki jih dobivaš na poti, ti dajo neko samozavest. Ampak
Poleg tega zunanjega potrdila, teh nagrad, kako pa vi najdete notranjo potrditev, da veste vi pri sebi, sem na pravi poti? A ne, to je nekaj, kar se vsi recimo v svojem, karkoli počnemo, sprašujemo. Ne? Zdaj, a sem na pravem kurzu, nisem. Ja, jaz bi rekla, da te potrditve ti pomagajo ali pa delujejo kot neka sidra, kjer se... ali pa zavetja, kjer se počutiš varno. Ampak v resnici je velik del našega ustvarjanja bolj povezan z negotovostjo. Sploh, če raziskuješ neke nove stvari ali raziskuješ neke nove načine v pripovedovanju, nove načine v uporabi filmskega jezika. To so stvari, ki so vedno tvegane in so vedno povezane z negotovostjo. In mislim, da je tudi to nekaj, kar moramo zaobjeti kot ustvarjalci, čeprav je težko in čeprav posledično tudi v našem vsakdanjem življenju nekako mogoče lahko vpliva na kakršnakoli eksistenčna vprašanja in tako naprej. Ampak ja, definitivno pa te potrditve iz tujine pa dajo nekaj občutka varnosti, ravno iz tega razloga, ker veš, da bo naslednjič lažje. To je sicer nekaj, kar v Sloveniji ne obstaja, naslednjič ne bo lažje, naslednjič bo lahko še težje. Ne vem, zakaj je Slovenija pri tem specifična. Govorimo o tem, da nikoli ne veste, ali boste dobili recimo dovolj denarja, kot ga potrebujete za film. Oziroma, ali bo sploh. Ja, tudi, naprimer, če omenim eno tako zelo nedavno primerjavo, med tem, ko v tujini kot avtorica tega filma in pač ostalih stvari, ki jih ustvarjam, dobim nagrado ki jo podeljuje žirija legendarnih režiserjev za prispevek k filmski umetnosti na splošno. Me pri nas pri prijavi za neko zelo majhno štipendijo zavrnejo z obrazložitvijo, da moje delo ne prispeva k filmski umetnosti. Tako da to sta dve stvari, ki sta pa res bili časovno tako zelo skupaj in vsebinsko tako povezani, te dve obrazložitvi. Ena prav nagrada, ki je namenjena k temu prispevku, ne k lokalni filmski umetnosti, ampak na splošno filmski umetnosti. In potem ta zavrnitev za nekaj zelo majhnega, kjer je iz obrazložitve pač razumljivo točno to, ta stavek, je tako rahlo shizofrene signale daje to avtorju. In potem se zgodi odhajanje, ne? Potem se zgodi odhajanje v tujino. Ne razmišljate o tem? Ja, seveda razmišljam. Razmišljate o tem? Ja, seveda. Intenzivno, da bi se preselili? Ne, da preselila se ne bi. Da bi produkcijo v bistvu... Ja, to pa. In kaj bo vplivalo na to odločitev? Ja, po mojem razvoju stvari še takšne zavrnitve za drobiš? Ja, ker mislim, v našem poslu tako, dostikrat rečemo, da je naš posel nejev. In rečemo v 15 letih ustvarjanja je to nekaj, kar vzameš kot samoumevno. Ampak pri takih stvarih, ko sem prej omenila, ne gre samo za zavrnitev projekta, gre za zavrnitev avtorja. In o tem občutite? Se pravim, da čutim v tem neko schizofrenost, ampak je pa dostikrat v Sloveniji tako, kar se tudi večkrat zafrkavamo, da ti nekako poskušajo povedati, kje ti je mesto. Čeprav verjetno veste, kje vam je mesto, ne? Brez tega. Mislim, jaz sem glede svojega ustvarjanja, sem samozavestna in ravno iz tega tudi prihaja ta, po mojem, sreča, da na projektih lahko vedno, da imam ta privilegij, da res sodelujem z vsemi temi ljudmi, ki so vrhunski, od Marka Mandiča do Katarine, Mitja in vseh teh kolegov iz evropskega prostora. Tako da v bistvu to so te potrditve, ki so
po mojem, nekako največ vredne meni kot avtorici. Za konec, zakaj vaši filmi potrebujejo malo besed? Tudi v življenju je tišina v bistvu enako pomembna, kot so pomembne izrečene besede. Izrečene besede so, da ne pomote, izjemno pomembne, ampak tudi to, da obstaja tišina in da ta tišina ni moteča, da sede, je v življenju zelo pomembno. A lahko rečemo, da tudi ko tišina sede v filmu, ko ni moteča, vemo, da film funkcionira? Tišina v filmu je zelo zahtevna stvar. Pravo tišino je zelo težko ustvariti. Sploh pa je težko ustvariti, se mi zdi, tišino v filmu, ki ti da kot gledalcu moment za refleksijo. Se pravi, ne tišina v smislu, da te odnese potem v razmišljanje o tem, v katero trgovino moraš iti naslednji dan, ampak dejansko v razmišljanje o vseh teh temah, ki se odpirajo, ali pa mogoče sam, da se prepustiš temu nekemu notranjemu doživljanju vsega, kar vidiš in slišiš. Najlepša hvala za gostovanje, najlepša hvala za izrečene besede in veliko sreče tudi naprej pri novih projektih. Ja, najlepša hvala vam za vse. Hvala lepa tudi vam, gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke. To je bil za nekaj časa zdaj zadnji podcast. Eno kratko pavzo bomo naredili, potem sem pa čez nekaj tednov spet z vami.